Dober dan in dobrodošli v prireditvenem prostoru Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skrberne, kjer bo danes poteka pogovor o prilagajanju družabnih iger. Z mano so gostje, ki poznajo dobro to področje. Najprej pozdravljam pisateljico in tiflopedagoginjo doktorico Aksinjo Krmavner. Ob njej je inkluzivna pedagoginja Ina Sulič. Na moji desni je Anja Detiček, članica študijskega krožka, ki je v okviru zveze prilagajal družabne igre. Ob Ani je Janez Mlačnik, član Zveze društev slepih in slabovidnih in prav tako član študijskega krožka, v okviru katerega so se letos prilagajale družabne igre za slepe in slabovidne. Z nami pa je tudi gospod Janko Marinč iz Gimnazije in srednje šole Kočevje. Pozdravljeni vsi skupaj. Začnimo s prvim vprašanjem. Aksinja, kako slepi in slabovidni danes doživljajo svet? Katere čutila jim pri tem pomagajo? Ja, en lep pozdrav vsem skupaj, to se pravi, jaz sem zelo vesela, da sem tukaj, ampak ne bi upala kaj preveč o tem pametno govoriti, ker vsi to veste, ne? Da gre pač za tip in za sluh. In seveda, ker je pač tema igre, mi delamo igre, vsi izmed nas, ne? Vsak izmed nas, take igre, da temeljijo na sluhu in pa predvsem na tipu. In pa seveda, če gre za slabovidne otroke ali pa tudi odrasle, pa na enih močnih kontrastih. Tako da dojemanje sveta je skozi druga čutila, ampak to ne pomeni nikakor ne, da je ta svet kaj manj bogat ali pa da ni viabilen. Hvala. Ina, kaj pa je vas navdihnilo, da ste se posvetili prilagoditvam za slepe in slabovidne? Lep pozdrav vsem. Mene je nadihnila profesorica Aksinja na magisteriju, tako da v sklopu predmeta metode dela s slepimi in slabovidnimi in potem se nekako začela ta moja pot prilagajanja, seveda na začetku z velikimi, bom rekel tako, napakami, ki smo jih potem s časom ugotovili, da to pa ni potem tako v praksi, ne. Tako da to je bil moj navdih, potem smo začeli izdelovati tudi z zaporniki in priporniki v zaporu Koper in že vrsto let, mislim, da že 6. leto, imamo v šoli projekt in izdelujejo naše učiteljice in učitelji, tudi igrače za slepe in slabovidne, tipanke. Zdaj trenutno izdelujemo letos za v bistvu CVU Velenje, Strunjan in Portorož v Kopru. Super. Ko ste že omenili igrače, pred leti je naša knjižnica gostila vašo razstavo S prsti do znanja. Lahko poveste kaj o tem? No, to je bilo lih ta razstava, no, kjer smo izdelovali v 2 skupinah sočasno. Ena skupina je izdelovala pri nas v šoli, torej naši učitelji in učiteljice, druga skupina pa priporniki in zaprte osebe iz koprskega zapora. In izdelovali smo in prilagajali v bistvu igrače, didaktične pripomočke in tudi nekaj malega tipanke in potem tudi razstavili in v celoti vse podarili potem centru Iris. Luka, lahko se jaz to mešam? Kaj si rekel, da lahko? Jaz bi rada samo se zahvalila tukaj Ini in pa njenem kolektivu, ki so res ogromno naredili. Predvsem tudi to, da je vključila celotno pač koprsko sceno in si lahko predstavljate, tisti, ki ne vidite, vam opišem Ina je visoka, čedna in ko je prišla v zapor, to se je kar kadilo, mi je pripodvala, da vsi so hoteli delati, tako da je treba včasih tudi to, izkoristiti in zmotivirati na kakršenkoli način te zapornike. Tako da je bilo zelo, zelo dobrodošlo, ker nismo delali sami igrač, ampak tudi tipanke. Tako da res hvala Ina tudi na tem mestu. Če se obrnem še na mojo desno stran, Anja, kako vi ocenjujete dostopnost družabnih iger za slepe in slabovidne pri nas in po svetu? Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz bi rekla, da se dostopnost družabnih iger izboljšuje. Sploh, kar se tiče Slovenije, se mi zdi, da smo na več področjih napredovali, da v bistvu tudi ta študijski krožek, ki smo ga imeli, je rezultat tega in se mi zdi, da nekako, tako ko smo se malo
pogovarjali o tem vprašanju med sabo, da smo v Sloveniji kar nekako recimo vodilni, ker se tudi iz tujine obračajo recimo na Zvezo slepih in jih sprašujejo za mnenje ali pa jih recimo prosijo za sodelovanje pri prilagajanju kakšnih iger, tako da mislim, da smo lahko v Sloveniji ponosni, no, pa veseli, da so igre dostopne. Pri nas v tujini se bojo pa še malo naučila, ne. Še vprašanje za Janeza. Katere prilagoditve oziroma katere so ključne ovire, s katerimi se slepi in slabovidni srečujejo pri igranju družabnih iger? Ja, jaz mislim, da je seveda največja težava ta, da če družabna igra pač ni informacijsko dostopna, se pravi, da imamo mi podatke, ki nam niso dostopni, pol je pač neuporabno. Se pravi, ena ključna zadeva je, da mi naredimo igro na ta način, recimo, če vzamemo preprost primer, recimo karte, a ne, ki jih je pač treba dodatno označiti, zato da slep lahko razbere. Tako da to je ena zadeva. Druga zadeva, ki pa mislim, da nam pa še vseeno malo manjka, je pa to, da eno je, da imamo mi igro narejeno, drugo pa je, da jo ljudje znajo igrati. Ne, se pravi, jaz mislim, da tu imamo še precej prostora, seveda, zmeri bo odprt prostor prilagajanja iger, teh iger je neskončno, ne, in se strinjam za njo, ki je rekla, da smo, mislim, da v Sloveniji kar džeki, ne, kar se tega tiče. Da imamo kar nekaj stvari, tudi recimo nekatere igre, ki jih je že desetletja poznamo, ne, da se igrajo med slepimi. Samo se mi zdi, da bi bilo treba ta, recimo temu drugi polčas, ne, nekako poudariti tudi to, da slepim pokažemo, kako se nekaj igra. Ne samo, da je tarok prilagojen, ampak da je možnost tudi se naučiti tega taroka ali pa karkoli. Se pravi, dve stvari. Eno, da je igra prilagojena, se pravi, opremljena z kontrasti za slabovidne, torej potrebnimi kontrasti ali pa ojačitvami barvnimi. Jaz pa lahko predvsem za slepe govorim, ne, da je pač to ali z brajico, ali z nekimi utori, ali z nekimi dvignjenimi stvarmi. Skratka, tudi recimo tole igro, ko smo nazadnje prilagajali, mislim, da smo kar lepo dokazali, da če je pravi pristop, če imaš prave ljudi, da se, jaz ne vem, a sploh obstaja kakšna igra, ki se je ne bi dal prilagoditi. Ne. Tako da ja, fajn je, luštno je in moramo vedeti, da je tudi tako, so te igrice zelo pomembne, mislim, da se jih slep lahko igra, bilo s svojo familijo, bilo s prijatelji, bilo s čim. Se pravi, ima nek širši pomen, ne samo to, da se mi lahko pohvalimo, ne, jaz pa igram človek, ne jezi se in zraven se sploh ne jezim. Ne. Tako da to približno. In katere prilagoditve se vam zdijo najbolj učinkovite pri prilagajanju, če rečemo mogoče iger na splošno? No, jaz se strinjam kar z gospodom, no, kar je povedal. Mi, ko smo prilagajali in ko prilagajamo družabne igre, vedno gledamo tako, da jih prilagajamo in za slepe in za slabovidne. In da res uporabimo varne materijale, da so tudi trpežni, da se razlikujejo te materijali in da so se vedno tudi vseeno vtip s temi in da res uporabljamo te utore in kar pa razdraven. Zdaj, meni se zdi pomembno, da tam, kjer pač se da, tudi ko smo prilagodili za vas Scrabble in Sudoku, da se prilagodi na tak način, seveda je vedno potreben moderator, ampak lepo bi bilo, da bi bile te igre tako prilagojene, da bi se lahko slep in slaboviden igral v bistvu sam soigravci, da ne bi bilo potrebno moderatorja. Ne? Zato jaz mislim, da bi bilo treba stremeti malo k tem področju. Je sigurno za razmisliti, kako in na kakšen način, ker vseeno moderator mora nekje biti v ozadju. Ne? Tudi Sudoku, recimo, ko smo prilagajali, smo potem priložili tudi rešitve zraven za moderatorja. Ne? Ampak lepo bi bilo, da bi se lahko tudi sami igrali in tako, kar je rekel gospod, ne? Da se tudi recimo nauči te igre igrati. Ne? Jaz sem recimo ugotovila, ko so me povabili v Izolo, da recimo ne znajo vsi igrati domin. Ne? Tako da mogoče tudi
to tako pri odraslih, recimo, tako preprosta igra, ampak recimo bila skupina odraslih, slepi, slabovidni in niso vsi vedeli, recimo, kako se domine igrajo, ne. Tako da je to kar resno, bi bilo treba pokazati, kako se te igre igrajo, ali pa priložiti navodila, ne. Prilagojena spet v različne tehnike, a ne? Tako. Ja. Janko, še vas pozdravim in pa vas vprašam. Lani ste za zvezo izdelali tudi posebno vrtljivo kocko za ponazoritev brajice. Kaj je za vas kot človeka in za vašo šolo pomenilo sodelovanje z Zvezo društva slepih in slabovidnih Slovenije? Dober dan, tudi moje imeno, prihajam iz Kočevja. Zakaj sem v Kočevju izpostavil? Zato, ker v Kočevju praktično skoraj da ne srečam slepega in slabovidnega. V bistvu, kdaj se jaz spomnim na slepe in slabovidne? Takrat, ko grem po cesti, pa vidim, da imamo prehod čez cesto. To je edino. Tako da, prvo srečanje s slepimi in slabovidni za mene je bilo, ko me je vaš tajnik Društva Zveze slepih in slabovidnih povabil na enem rojstnem dnevu, da pridem malo pogledati, kaj delate in kako bi naša šola lahko sodelovala. V bistvu, pri nas imamo tudi mizarje, mizarsko delavnico, dosti dobro opremljeno. In so rekel, redo, pa lahko pridem pogledati, pa da vidimo, kaj bi lahko mi naredili za slepe in slabovidne. Pokazali so mi nekaj izdelkov in najbolj atraktivna zadeva se mi je zdela tale pretavka. To je v bistvu pripomoček za učenje branja pisave in se rekel, če nič drugega, to vam lahko obljubim, da bomo naredili. Ne? In potem, ko sem prišel domov v našo šolo, sem se še z enim učiteljem povezal in smo rekli, tole bomo spravili skupaj, še par dijakov bomo vzeli in zadeva je tako ena 4-5 mesecih nastajala počasi. V bistvu bolj je šlo za tehnikalijo, kako tole stvar narediti. Nismo se tukaj, bomo rekel, nismo imeli toliko v mislih slepih in slabovidnih, ampak v bistvu bolj, kako bo ta stvar sploh nastala. No in pol, ko je nastal en kup teh izdelkov, smo rekli, zdaj bomo pa to predstavili pred vsemi našimi dijaki in smo jih spravili v eno našo veliko dvorano. Tam je bilo 120 otrok, prišli so tudi predstavniki Zveze društva slepih in slabovidnih, povedali nekaj o slepoti, slabovidnosti. Jaz sem predstavil ta izdelek in se mi zdi, takrat sem šele začutil, za koga smo mi v bistvu sploh to delali. Ne? Tudi otroci, ki znajo biti naši kar doživahni, so to tako spremljali, tako poslušali. Tisti, ko so pa to delali, so se še posebej zavedali, za koga in kaj so delali. Ne? Tako da res to za mene in za moje dijake ena zelo pomembna izkušnja, da sem lahko nekomu pomagal z enim takim dosti enostavnim pripomočkom. Odlično. Anja, vi ste članica študijskega krožka, v okviru katerega ste prilagodili posebno igro z naslovom Vrtiljak čustev. Kako je potekalo prilagajanje igre? Kaj vse je bilo treba prilagoditi? Ja, Vrtiljak čustev je ena zelo kompleksna igra, ki v bistvu zelo veliko te igre temelji na barvah in tudi nekaj na fotografijah, konkretno opisi fotografij, recimo, ne, se pravi mimika oseb na fotografijah, ki je recimo nam slepim totalno nepoznana, zato ker mi ne vidimo ljudi okrog sebe in ne vemo, če ima nekdo nagnjeno glavo v levo, pa si z levo roko podpira brado, kako čustvo bi zdaj to izražalo. Ne? Ko smo začeli prilagajati to igro, smo v bistvu kar imeli zelo velikih izzivov s tem, no? Kako to prilagoditi tako, da bi bilo tudi slepim recimo jasno. Pa ne vem, recimo je bila, če začnem pri igralni plošči. Na igralni plošči so polja, ki so barvna. Kako zdaj recimo označiti ta polja in potem smo rekli, bomo pa mi označili to z brajero pisavo, tako da so poleg barvnih polj, pa so še ob poljih tudi simboli, ne vem, srček, zvezda, smiley in v bistvu smo mogli vse znake mi narediti tako, da so berljivi za slepe in slabovidne, oziroma za slepe,
Tako da smo nekako tako. No. Potem je bilo treba prilagoditi kocko. Ker na kocki, kot jo recimo poznamo pri človeku na jeziče, ker ima številke, so na kocki barve. In je bilo spet, kako bomo ponazorili barve na kocki. In smo rekli, najboljši je, da prilagodimo kocko tako, kot so prilagojena polja. Se pravi, da če je na polju D kot rdeča, da je tudi na kocki označen D kot rdeča. Potem smo mogli prilagoditi kartice, 4 vrste kartic. Na eni izmed kartic recimo so bile fotografije, kot sem rekla, in smo mogli pripraviti opise fotografij. Potem smo mogli v zvezek, ki ga bo kasneje kolega Ivan opisal, te vse opise vnesti, in seveda tudi opise oziroma napise v vseh 3 drugih karticah. Ne vem, na kartici, kjer je znak smiley, smo mogli opisati. Potem na kartici, kjer je znak puščica, tudi napisati besedilo iz kartice dol. Potem smo mogli prilagoditi figure. Spraševali smo se, ali bi zdaj uporabili različne oblike, ali bi uporabili pač enake figure, pa jih nekako drugače označili. In potem smo se nekako odločili, da bomo uporabili vse enake figure in te figure so v obliki valja in na zgornji strani je spet v brajici napisana barva teh figur, ki so mimogrede, mislim, da celo enake kot barve na kocki. In se pravi, da če smo imeli prej D za rdečo, je tudi na figurah D za rdečo. Tako da bilo je kar veliko izzivov, zelo dolgo v bistvu sploh smo se potem tudi ukvarjali, kakšen material bi bil recimo primeren za igralno ploščo, ker nekako cilj je bil, da uporabljamo naravne materiale. In potem smo se odločili za les in smo se spet z gospodom Jankom tukaj povezali, ki bo potem povedal več o tem. Tako da kar kompleksna igra sploh, tako sem rekla, iz stališča barv in meni najtežji del pač prepoznavanja mimike obrazov oseb na fotografiji. Ima pa ta igra eno veliko prednost, da ni napačnih odgovorov, jaz si pač lahko vsak predstavlja po svoje osebo, ki je na fotografiji, oziroma to čustvo, ki jo ta oseba doživlja, in potem pač lahko čisto svojo odigramo, ker pač cilj te igre je sodelovanje. Janko, vaša šola je letos za igro, ki jo je predstavila Anja, prilagodila igralno ploščo in figure. Kako ste se lotili tega izziva? Ja, zopet smo bili povabljeni na sodelovanje in smo ga z veseljem sprejeli. To je pa tako dosti zahtevna igra, da je bilo potrebno kar eno tako konkretno srečanje na naši šoli, da so nam sploh predstavniki Zveze društva slepih in slabovidnih predstavili, kakšen naj bi bil ta izdelek. Je bilo v bistvu treba kar dosti pogovarjanja, da smo razumeli, kaj želimo. Jaz v bistvu kot nekdo, ki vidi, si to zelo težko predstavljam. In tukaj je pa gospod Janez odigral glavno vlogo, ker v bistvu vse, kar sva si z mojim kolegom, sodelavcem, v bistvu zamislili, kako bi izgledalo, je on ali potrjeval ali pa zavrnil. Češ, to bi šlo, to ne bi šlo, to je preveliko, to je premajhno. Recimo, ko so bile ploske postavljene, na katere je treba nek napis dati za brajlo pisavo, je on v bistvu kar na licu mesta preveril, ali je dovolj velika površina, ne vem, fiš 18, fiš 14 mm za tiste čepke. In to smo kar sproti korigirali, tako da po ena 2-urnem sestanku smo rekli, da bi to najbrž prišlo skupaj. Je bilo tako? Ja, bližno, ne? Ja, tako. No, potem so pa naši gosti šli domov, z mojim kolegom Galom sva se pa pač lotila izvedbe tega. In najprej je nastala ena računalniška risba, ki sem jo prinesel s sabo. Takole to izgleda. Evo, to je sicer, se vidi sploh. Ja, težko. Če si lahko tudi pogledali. Se pravi, tale plošča je velikosti približno 65 cm. V bistvu najprej bo treba zrisati.
In ko smo postavili gor, se pravi 6 osnovnih polj, pa potem vmes med 3 posebna polja, dodatna, se je ta plošča kar večala. Nam pa so rekli, da naj bi bila mobilna, se pravi, ne moreš narediti meter krat meter ploščo, če potem ne more noben uporabiti. Ne? In smo minimalizirali, kolikor se je le dalo, hkrati pa imeli omejitve, da pač neke obrazložitve, se pravi v baraljovi pisavi, pa morajo zraven vsake stvari biti. Ne? Tako da počasi je nastala tale računalniška izba in kolega je potem na CNC stroj naredil ploščo. Potem so pa želeli iz zveze, da bi bila razstavljiva, ker je na koncu izpadla malo prevelika. Kako je narediti razstavljivo, da bo v bistvu zelo enostavno jo sestaviti, pa hkrati, da bo toliko stabilna, da je pa pač ne bo kadarkoli razpadla. Ne? In smo spet iskali vse možne variante in na koncu smo našli v bistvu puzla varianto, se pravi stik 2 kosov, varianta puzla. No in to je potem bil končni rezultat in to smo potem predstavili, ne? V bistvu s parimi fotografijami, rečeno je bilo, da je v redu in tako je to nastalo. So bile prilagajene še kakšne druge težave sestavljanja plošče? V bistvu nič kaj posebnega, no, ker smo se že na prvem sestanku zelo dobro zmenili in smo samo delali po tistih navodilih in to je to. Ne veste, kaj bo največji problem? Material dobiti, ker dobavitelj točno tiste debeline ni imel, kar smo morali. Zato smo čakali 14 dni in to je to. Na koncu je zataknili, tem pa človek ne bi. Ja, ker bi moral biti čisto normalno. Na kaj ste bili pa po koncu prilagajanja najbolj ponosni? V bistvu najbolj ponosni pa seveda na to, ko smo rekli, zdaj se bomo pa zopet dobili s predstavniki Zveze društva slepih in slabovidnih, pridite iskat, 2 te igralne plošče smo naredili, to smo lepo postavili spet po naši dvorani in ko so prišli, je Janez, to je malo potipal, in rekel, to je to pravo. No, in na to sem bil najbolj ponosen. Nimam kaj drugega reči. Ivan, vi ste med študijskim krožkom za družabno igro Vrtiljak čustev prilagodili poseben brajev zvezek. Kako pomembno pa je uporabljati brajico pri družabnih igrah, po vašem mnenju? Ja, tle je, tako kot je že bilo rečeno, da je bilo kar veliko informacij. Zdaj nekaj smo jih videli, oziroma nekaj jih vemo, na plošči je bilo treba vse označiti in tako. V brajico je bilo pa predvsem treba dati, mislim, da je čez 200 kartic vseh skupaj. Se pravi, na vsaki kartici je nek napis. Mi smo potem v zvezi gledali samo angleščino in slovenščino, kitajščine in ne vem kaj je še, četrtega jezika smo se pa izognili. In seveda vsi ti vpisi, se pravi vpisi, napisi, torej vpisi fotografij, kot je Anja rekla, ali pa napisi, ki so pač prav z besedami, nekih nalog, je bilo treba to v brajico dati. Pa to dati v brajico ni pretiran zalogaj. Ampak kako zdaj narediti brajev zvezek, da bo slep, recimo, ne vem, kartico številko 76, čim prej našli. No in potem smo to tudi pravzaprav veliko predebatirali, sploh tisti, ki brajico znamo, kako bi to šlo, ono gor dol. In pa smo prišli do ene take rešitve, da je pravzaprav, da so vpisi lepo uštevilčeni, tako kot so kartice. In na vsakem dnu strani je bilo ne oznaka strani, številka strani, ampak od kjere do kjere številke so tam na tisti strani vpisi. Da ko listamo oziroma ko tipamo zvezek, dejansko lahko na spodnjem robu preberemo tudi, ko se vpisi od številke 41 do 50 in na ta način relativno hitro najdemo. To je bilo dobro, pa navodila je bilo treba tudi prilagoditi, da je poleg tistih navodil, ki so za igro kot tako, so zraven še navodila za slepe in slabovidne, kako so določene oznake narejene, tako da lahko dejansko slep, ko prebere ta navodila, pravzaprav sam potem razbere, kako je kaj označeno, tako kot je Anja da rekla, recimo, neko črko za barvo, določen znak za smiley, tako naprej. Bi pa mogoče, če smem sam še dodal, res je, kot je gospod rekel, jaz sem bil dobesedno šokiran,
ne, ko smo v bistvu na tistem sestanku omenjenem, ne, se najprej dogovarjali, ne, kako bo polje označeno, kako bo neka odrbinica med polji, da lahko slep pač po tistem gre, da bo dovolj prostora, da bo plošča razstavljiva. In ko sem jaz prvič potipal tisto ploščo, sem to besedno rekel, to je neverjetno, to je točno tu, kar smo se mi menili. Ne. Ker ponavadi ne pride še do kakih odstopanj, ne, mislim pa ni to, pa ono, pa bi lahko to popravili, ampak očitno je nekako to naše sodelovanje res bilo na nivoju, da smo po eni strani mi znali predstaviti, kaj bi radi in da so oni hteli to poslušati oziroma razumeti, da je to vseeno prilagojeno za slepe in dajmo poslušati slepe oziroma slabovidne. Kar moram priznati, da ni čist zmeri na vseh področjih tako. Recimo, danes sem zvedel, da ne znam bele palce v roki držati. Ina, ali obstajajo kakšne prilagoditve, ki so dostopne, pa niso dovolj dobro poznane? Zdaj tako, dostopne. Lahko vam povem recimo to, kaj se je pri nas po letih izkazalo zelo uporabno pri družabnih igrah. Izkazali so se zelo uporabni magnetki. Zakaj? Ampak treba je dobiti te prave magnetke, da dovolj močno držijo in da se bolj to ne premika po površini. Ne? To je pomembno. To se je pri nas izkazalo zelo dobro. Zdaj, lepo bi bilo, da bi bile nekatere družabne igre, tam, kjer je pač to potrebno, da bi bile tudi, če lahko temu tako rečemo, zvočno opremljene. Kar seveda, velikokrat se to izkaže za drago. Lepo bi bilo, če bi bilo to mogoče. Mi recimo smo zamenjali, na začetku smo uporabljali ježke, smo ugotovili, da ježki so po kratkem času se potem to zelo hitro uniči. Ko pa smo dobili ta prave magnetke, smo rekli tudi dovolj močne, ne toliko debele kot močne, da lepo držijo, tudi ko se spajajo skupaj. To se je izkazalo za res optimalno rešitev. Vse pri teh družabnih igrah, ki smo prilagajali, recimo sudoku, ki je lesena podlaga izdoljena in vsa z magnetki, tako da vse na magnetne. Tako da, ko se položi gor, ostane tudi tam. Če se slučajno recimo zamakne z roko, se to pa ne premakne. Ne vem, če bi Aksina povedala. Ja, mogoče bi rekla to, da pač videči, tukaj je gospod Janko rekel, mi delamo z očmi. In potem, če ne testiramo tega s slepimi, potem se dostikrat zgodi, da šele kasneje v praksi ugotovimo, da kakšna stvar sploh ne funkcionira. Zato zmeri pravim, da nič za slepe brez slepih. Torej, vedno testirati in dostikrat ugotovimo, da ali lepilo ni dobro, čisto banalne stvari, ne? Na katero mogoče niti človek ne pomisli, ne? Na katero sploh ne pomisli, ja, ker ti delaš v resnici z očmi. Čeprav se trudiš, zapreš oči, pa si predstavljaš, da tvoje prsti, ne? Ampak ni enako in če ne testiraš, potem so kako trapaste banalnosti nastanejo, ampak seveda lahko to vseeno vse popraviš. Ne, ker je, če smem, že mi med sabo, recimo jaz sem videl pri tem krožku, že pri tem krožku sem pravzaprav opazil, kolikor smo se mi slepi sami lovili, da nismo čisto točno vedeli, a bi tako, pa smo pa spreminjali, pa smo se spet menili, pa smo rekli, ja, pa mogoče bi bilo pa boljš tako. Tako da to je pač nek proces, ne. Težko je kar, da ne vem, ne, vsem mogoče, ko bomo čez 3 mesece pogledali to igro, bomo mogoče rekli, ja, ampak tole mlačnik, tole si ga pa malo polomil, tole bi bilo pa boljš, da začnem. Jaz mislim, da to ni nikoli čisto dokončana zgodba, da bi zdaj rekli, zdaj smo pa optimalno naredili. Nič ni optimalnega, ne? Mogoče še to, da recimo moji študenti so ogromno igr prilagodili, pa recimo je bilo Kače in Lespe, ena taka, in so 3 prilagajali različni letniki in vsi 3 so naredili različno varianto, ne? To se pravi, zmeri si ti avtor, vedno je neki original in prilagajaš pač tako, kot sam najboljše misliš. Kako ste vsi 3 razlagali zdaj, kakšen kompliciran potek je to bil te igre, ne? Če bi morda kdo drugi prilagajal, bi to spet drugače naredil, tako da je v bistvu to avtorska zadeva, ne? To je zelo pomembno in pa inovatorska, povsem inovatorska, to izumljamo ali pa izumljate nekaj na novo, tako je krasno. Aksinja, ali prilagojene igre lahko povezujejo slepe in videče igralce?
Absolutno, ker govorimo stalno o inkluziji, inkluzivnem okolju in tudi o inkluzivnih igračah. Jaz vidim to dostikrat v praksi, ko velikokrat prinesem prilagojene igre s seboj na kakšne šole, kjer imam nastope, ne vem, za bralno značko, o knjigah in tako naprej, o tipankah. In recimo tam malo recimo slabovidnega ali pa slepega otroka in vedno na koncu se igramo s temi igrami in to je najboljši del mojega nastopa. Najbolj uživajo, zavežejo si oči, prekrijejo si oči z črnimi prevezami in to se igrajo vsi skupaj lahko, ne. Poleg tega, da gre za inkluzivnost, ki sem jo že omenila, gre pa tudi za to, da se videči otroci, polnočutni otroci spoznajo najprej z brajico. Jaz vem iz izkušnje, da je brajica grozno zanimiva za videče. Recimo, enkrat mi je ena učiteljica čez 2 tedna, ko sem imela nastop na šoli, pisala, da so zdaj pa cel razred uči brajice, seveda ne izbočane, ne, ampak so risale krogce in je rekla, zdaj se pa si dopisujejo, ne. Pisačka si piše in zdaj se bo tudi ona morala naučiti, da bo videla, o čem si to dopisujejo, ne. Tako da je to za njih ena taka tajna pisava, zelo hitro jo dojamejo in to se pravi to, ne, ta nekaka senzibilizacija polnočutnih otrok, pa še nekaj, ne, če recimo vidijo, kako slepi otroci suvereno berejo brajico, kako s temi igračami znajo delati, kako se vključijo, potem tudi mačkan ta stereotip, ki ga vsi poznamo, pravzaprav tisti, ki pač nismo izobraženi v tiplopedagogiki ali pa sploh v stiku s slepimi, da dostikrat ljudje rečejo, joj slepi, joj, revčki se nič ne znajo, ne. Tukaj se pa ta paradigma obrača na drugo stran, kar naenkrat, pokad so mi rekli videči otroci, wow, a to slepi berejo, ne, brajico. Ja, ste rekli, to zelo hitro, tako hitro, kot ti skoraj, ne. A res, pa z belo palico lahko hodijo, ne, in tako naprej. To se pravi, imamo tle več polij, na katerih je zelo pomembno, da so te igrače in igre inkluzivne. Odlično. Anja, kje pa slepi in slabovidni danes lahko dobijo prilagojene družabne igre? Ja, na Zvezi slepih je izposojevalnica družabnih iger, je kar velik nabor tega, potem lahko dobijo tudi pri nas v centru Iris na izposojo in lahko seveda dobijo tudi preko spletne strani slepslaboviden.si, kjer pa v bistvu so družabne igre na voljo za nakup. Zdaj pa ne vem, a še kdo izmed sogovornikov ima še kakšno idejo? Kje še? Ne vem, če se dobijo, ampak dostopne so pa v Muzeju novejše zgodovine Celje, ki je pred 10 leti naredil Herman Oberloh, namreč naredil edino stalno razstavo igrač, prilagojenih igrač jaz mislim, da kar v Evropi, no. Jaz sem večkrat spraševala svoje kolege, tiplopedagoge po Evropi, če je kje kakšna stalna razstava prilagojenih igrač in njega mi so rekli, da ni. Tako da mislim, da je to edina. Tam sicer lahko si verjetno tudi sposodiš jo, predvsem pa dobiš idejo, kako bi kaj naredil, ker je res veliko prilagojeno. In na kakšne koristi pa imajo lahko družabne igre za slepe in slabovidne? Jaz mislim, da je zelo velika korist. Prva korist je druženje. In ta igra med slepimi in slabovidnimi. Jaz sem imela priložnost to videti v Izoli. In res je bilo zanimivo videti, kako, ker smo se tudi mi igrali z njimi, tudi mi videči, in res je bilo zanimivo videti to sodelovanje, to igra, nobene kompeticije. Mislim, res, mislim, da to najbolj doprinese, no, igri slepih in slabovidnih. To druženje, dobra volja, veselje. Povezovanje na nek način. Tako. Ivan, kako pa lahko, oziroma ali lahko pomagajo družabne igre razvijati spretnosti, kot so prostorska orientacija in logično razmišljanje? Ja, verjetno zdaj ene bolj, druge manj. Recimo, jaz sem predvsem bolj resno to videl pri šahu. Ne. Šah je zelo pravilno oblikovan, ne, in je orientacija na šahovnici dobesedno pomeni pridobitev za orientacijo v prostoru.
recimo šahisti načeloma, torej govorim zdaj o slepih šahistih, načeloma vse, kolikor jih jaz poznam, ni. Jaz ne poznam pravzaprav nekoga, ki bi se potem v prostoru nič ne znašel, pa ne bom zdaj rekel, da je to samo zasluga šaha. S tem, da seveda ostale spretnosti, kot so recimo, ne vem, tipse, že tlele recimo, ne vem, pri Vrtiljaku čustev vidimo, koliko enih nalepk je treba v bistvu prebrati samo za eno igro, ne, se orientirati v krogu, slediti recimo neki oznaki. Skratka, tega je kup nekih pozitivnih stvari. Ne. Tako da, dobro, da pa sploh ne govorimo o razvijanju spomina, logičnega mišljenja, ne vem, kombinatorike. Ne, že, dobro, spet bom šah rekel, za kombinatoriko je šah strup. Tako da, kdor hoče kombinatoriko razviti, se kar ne začne šahom ukvarjati. Ja, pa tudi druge igre. Tako se neko, ene manj, druge bolj, tako da to je težko zdaj kar nasplošno reči. Ampak definitivno kup nekih pozitivnih učinkov imajo te igre. Ne. Pa še, recimo, ko smo rekli, torej druženje, ne, recimo, jaz zelo rad igram tarok, ne, to že imam desetletja, imam že te tarok karte, dobro, ne ene, ne, seveda se zgulijo, ne, ampak, in jaz ne verjamem, če bi v študentu, recimo, ko smo igrali taroka, ne, koliko je to so bili samo videči, ne, torej gre, pa smo recimo tudi na kakih teh turnirjih se tudi seveda slepi, tudi 4 slepi igramo tarok, ne, a ne, to sploh ni pol več vezano na neko družbo, lahko je taka, lahko je drugačna, skratka, a ne, fajna stvar. Anja, kako pomembna pa je zabava v igrah v primerjavi z izobraževalnimi elementi? Ja, meni se zdi, da je zabava kar pretehta, no. Ker kot smo že danes velikokrat slišali, gre tukaj za sodelovanje, povezovanje, inkluzijo in tako naprej, pa ne samo med, če govorimo slepi, slabovidni, oziroma slepi videči, ampak tudi slepi pa slabovidni recimo med sabo ali pa slepi, ker recimo, ne vem, če dam primer, mi, ko imamo kakšen turnir v showdownu, je recimo stalnica ob večerih igranje družabnih iger, ne, in pač mi igramo recimo v glavnem enko, ampak ne mine turnir, da ne bi imeli zvečer to na sporedu in že kar vemo, aha, si prinesla enko, ne, nisem, se jo imam jaz, ne, tako da se mi zdi, da zabava zelo v prednosti pred izobraževanjem, je pa v bistvu izobraževanje tudi del zabave, ker se mi zdi, da rečemo, ne, združimo prijetno s koristnim in če se mi, recimo, jaz sem zelo vesela, da sem lahko sodelovala pri prilagajanju take kompleksne igre, zato ker nekaj novega se v bistvu naučimo, a ne, in če, ne vem, prilagodimo eno tako igro, potem lahko to znanje recimo prenesemo tudi naprej, a ne vem, med sodelavce in tako naprej. In vem, da me bo vprašali, ti si delala, kako ste se vi tega lotili, pa če bomo mi recimo kako igro prilagajala, ne, potem lahko to znanje, ki sem ga jaz recimo tukaj dobila, lahko prenesem na svoje službeno področje. No. Tako da, ja, oboje ima v bistvu smisel. Aksinja, ali menite, da bi družabne igre bilo smiselno vključiti tudi v rehabilitacijske procese za slepe in slabovidne? Ja, vsekakor, že to, kar je Anja povedala, ne, pa Ivan, dejansko vse te procesi skozi igro spodbujajo lahko od koordinacije tipa, ne, vemo, da za branje brajice moraš imeti izostren tip in da damo že majhnim otrokom tipne igre, zato da sploh lahko začnejo se opismenjevati, ne, v brajici. Ker vemo, da se z uporabo taktilnih dražljajev, da se ta Meissnerjeva pa Fatra-Paccinijeva telesa tako razmnožijo tudi za 50%, kar je neverjetno, če pogledamo fiziološko, ne. To pomeni, čim bolj dražimo te živčne končiče v prstih, bolj so občutljivi in vse te igre seveda povzročajo. Mi smo dobili, naprimer, v šoli, jaz sem 25 let učila na centru Iris in smo včasih dobili v šolo slepega otroka od rojstva, ki sploh ni znal tipati.
Doma niso naučili tipati in nimajo kaj z rokami. Si mu dal predmet v roko, ga je prijel z eno roko in tako naprej. Ne? Zdaj, če bi bil on zamotiviran za igro, bi seveda začel avtomatično uporabljati obe roki in bi že skozi igro lahko razvil tip, kar je zelo pomembno, ne da ga silimo, da je potipe in tako naprej. Vse mu lahko pokažemo, ampak hočem reči, da mogoče premalo uporabljamo igro na vseh področjih. Ne samo pri slepih, ampak tudi pri videčih. Kaj smo naredili? Rekli smo, premaknili bomo šolanje na 6 let, 7 na 6 let, se bodo prvi leto samo igrali. Pejte pogledati osnovne šole, se res v prvem razredu igrajo. Figo. Ne? V prvem razredu se učijo in sedijo in tako naprej, zato je tudi ADHD in tako naprej. Treba bi bilo razmišljati o tem, da skozi igro, kakršnokoli, lahko ogromno naredimo in se ogromno naučimo. Tako je Ivan rekel, ne, da dejansko in Anja, ne, to se pravi absolutno več igre tudi za slepe in tako naprej. To bi morali vsi učitelji vedeti, pa sledimo raznim kurikulom, pa nas ravnatelji pa kregajo, ker nismo dosegli ne vem česa, ne, namesto da bi razvijali kakšne druge stvari. No, ampak ne bomo o tem, ker nimamo toliko časa, ker bi lahko govorili, a ne Urška, še kar nekaj ur o tem. A lahko sem še dopolnim. Tole Aksinja mi je dala fajno istočnico. Jaz na Centru Eris poučujem vsakodnevne spretnosti slepih in se mi zdi, da sem začela veliko delati na tem, da pred vsako uro vključim neko igro v učni proces, zato ker se mi zdi prvič, da se s tem sprostijo in drugič v bistvu, da ne vede si urijo recimo še ostala čutila, ne vem, tip, voh. Zadnjič smo po naključju recimo našli neko dišečo knjigo in potem pač, ne vem, je bilo pranje oblačil v drugem planu, ne, ker so hoteli tisto knjigo raziskati, kakšne začimbe so noter, ne. Vse, kar je tako, kar se lahko prime, kar se lahko, kar jim daš v roko, vse je zanimivo. Tako da jaz sem v bistvu, kako so mene učili in zdaj jaz poskušam na tak način to naprej in to, kar je Aksinja rekla, to definitivno drži. Še eno vprašanje za Ivana. Kaj bi svetovali tistim, ki želijo prilagoditi družabno igro za slepe in slabovidne? Jaz mislim, da smo na to že odgovorili. Se pravi, sodelovati prvič, tako kot mislim, da je Aksinja to omenila, da vprašamo slepe, ampak ne samo, da vprašamo slepe in samo njih poslušamo, ne, tudi to ni, ampak neko sodelovanje, tako kot smo prej rekli za tole prilagoditev plošče. Seveda mi ne vemo, kaj se da z lesom narediti. To vejo strokovnjaki, ki s tem delajo. Mi pa vemo, kaj približno bi radi. In jaz mislim, da zmeri, tako kot je na splošno v življenju, pač pogovor, izmenjevanje nekih izkušenj, znanja, mnenja in tako naprej. In pa se pač prije do nekih dobrih rešitev. No, ampak če dovolite, bi jaz nekaj še tlele dodal, sicer je tako bolj malo, ampak ko govorimo ravno o družabnih igrah, pa sem zadnjič bil šokiran nad enim primerom, ki se je zgodil na šahovski ligi Slovenije. Namreč tako, predstavljajte si šahovsko halo. Tam igrajo 10 ekip, 20 ekip, kaj se in koliko. Vsaka ekipa ima po 4 igralce in se igra normalen šah, ne, pač na šahovnici. Zraven je pa prostor, kjer se lahko potem zadržujejo pač po partiji, ko čakajo kolege pa tako naprej. In tam so ponavadi postavljene šahovnice, zaradi tega, da lahko kdo kaj analizira, če še ima voljo, ali pa da odigra kako hitro potezno partijo, ali pa da enostavno, ne vem, tam so stoli, pa lahko knjige bereš, pa tako naprej. No, v glavnem mi se je zgodil primer, da sta tam bila dva mulca v tej rezervni sobi, ko sta počitno že svoje partije končala, sta bila in sta sedela na vsaki strani mize in na mizi je bil postavljen šah. Ona dva sta imela pa v roki telefone, pa sta prek interneta igrala šah. Ne, tako da je jaz rekel, to je pa tak univerzalen primer, kaj pomenijo danes telefoni in internet, ne. In je en vprašal, rekel, kaj pa vi to počnete, šah igramo, kako če imata postavljen šah, kaj igrata, ne. Ja, ne, prek interneta igramo, no, tako da ja, razširjati, mislim, tako je bilo rečeno, ne samo med slepimi pa slabovidnimi, ampak tudi mislim, da ja, točno tako.
pa tudi med videčimi. Pač Pa še en moment, ki mogoče ne vem, mislim, da ga nismo omenili. Kaj je tudi zelo, zelo fajn, torej, če mi slepi sodelujemo pri prilagajanju teh iger, recimo, ta prenos nekaterih izkušenj na vsakdanje življenje. Naprimer, bom povedal en trapast primer. Recimo, prišli smo nekam na dopust, ker je ta keramična plošča bila z onimi, veste, ki so sam na dotik. Ne? Kaj je bilo? Ja, zraven sem si nalepil brajeve napise in je bila stvar rešena. Ampak odkje sem imel to rešitev? V bistvu, kakšne prilagoditve, kakšne plošče, ne? Drugače vprašanje zdaj, mislim, mogoče mi bi padla na pamet, vseeno brajico berem že 2000 let, tako da. Hvala lepa. Jaz bi na tem mestu dal priložnost še publiki, če ima mogoče kdo vprašanje za naše goste, je priložnost, da ga postavite. Če ga ni, da bom pa jaz. Ja. Kako vidite prihodnost družabnih iger za slepe in slabovidne? Aksinja, mogoče vi. Ja, upam, ker glede na to, da je vedno širši krog podpornikov in da se več ljudi pritegnemo k izdelavi, da bo to vse bolj se širilo. Mogoče je pa tudi zanimivo pogledati, kako je pa z igrifikacijo, recimo z igrami ravno omenjenimi na telefonu in tako naprej, računalniškimi igrami, kako bi bilo tukaj lahko prilagajati. Nekaj se je že prilagajalo, ne? Kakor vem, Filip in tako naprej, ampak mogoče je tudi eno področje, ki bi bilo zanimivo. Težje seveda prilagajati, ampak jaz mislim, da glede na to, da so vedno boljši materiali in vedno več jih je na izbiro in vedno več ljudi, kot sem že rekla, dobro mislečih in spretnih, da bo to šlo v pozitivno smer. Jaz sem optimist. Odlično. Optimistka. Super. Bi mogoče kdo še kaj dodal v zvezi s tem? Ja. Ja, jaz bi si pa v bistvu na tem področju želela še več prilagojenih iger, sploh kompleksnih iger, kakršna je recimo Vrtiljak čustev. Ne vem, jaz se zadnjič, ko je rekla Brigita, kaj bi pa zdaj, ali bi še kaj, pa so nekateri rekli ne. Jaz sem pa rekla, da bi se lotili Katana, naseljenci otoka Katana, tako da bi, ne vem, to, če bo imel kdo voljo, jaz sem vedno za take štose, da bi kaj takega prilagodili. Si pa tudi jaz, v bistvu, tudi jaz živim v tej dobi tehnologije in tako naprej, želim tudi kakšne videoigrce, a ne. Zdaj, jaz že imam neki iger doma na računalniku, ampak pač zdaj to je tako, ne, jih imam na računalniku naložene, igram ali pa ne, ampak bi si pa želela mogoče kako več za telefon, ne. Mogoče to, da bi nekje zbrali nek zbirnik podatkov, da bi bil mogoče, kjer bi bilo vse, kje so dostopne kakšne igre, ne vem, Zveza ponuja to in to in to, Center Iris ponuja to in to in to, ne vem, na teh linkih so dostopne videoigre za telefon, na teh linkih pa recimo za računalnika, ne, nek tak nabor teh družabnih iger. A je igra na telefonu še družabna? Ja, to mislim, da je že zelo, ja. No, jaz bi, če bi imel večjo moč, bi prepovedal prilagajanje telefonskih in računalniških iger za slepe. Naj ostanemo na klasiki. In bi ostali potem ena taka svetla manjšina, ki igra še klasične igre, te družabne, namesto da visi na telefonih noč in dan. A to bi koristilo vsem, po mojem. Ja. Ne sem dobra. Take moči nima. Mogoče se celo trend obrača, ker zdaj sem slišala, da ena generacija otrok, mladostnikov že zavrača pametne telefone in gre na stare telefone nazaj. Tako da mogoče smo prišli do vrha vala in bomo šli zdaj spet nekam drugam, ne? Kar je, Ivan, je smiselno tudi to. Bomo videli. Jaz bi še enkrat pozval publiko, če ima mogoče kdo še kakšno vprašanje za goste.
Če jih ni, predlagam mogoče zaključno misel, če bi kdo reče karkoli dodal od gostov. Igrajmo se in naj živijo družabne igre. Vsem gostom hvala za tale izčrpen in informacijsko bogat pogovor. Vsem prisotnim in pa gledalcem tega posnetka pa hvala za pozornost. Lep dan še naprej. Hvala res vsem, ker ste prišli.